Pozdravljeni. Danes, 8. februarja 2021, smo mi javnost izvedeli, da so pri Mercedesu podpisali pogodbo z Lewisom Hamiltonom. A ta novica, katera posebej sploh ni presenetljiva, bo zasenčila verjetno drugo, katera pa je po mojem osebnem mnenju bistveno bolj pomembna. A pojdimo po vrsti. V zadnjih nekaj tednih smo lahko v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, prebirali zgodbe o tem, kako morda Lewis Hamilton celo ne bo podaljšal svoje pogodbe s tovarniško ekipo Mercedes. In danes, ko je prišla v javnost novica o podpisu nove enoletne pogodbe, bomo v istih virih znova videli članke o tem, kako je Lewis Hamilton podpisal pogodbo s tovarniško ekipo Mercedes. Meni osebno je jasno, da mnogim navdušencem Formule 1 Lewis Hamilton ni všeč, tako kot mnogim drugim Lewis Hamilton je všeč. Osebna izbira, subjektivni faktor. Treba je razumeti nekaj. Tisto, kar si mi želimo, ponavadi ne sovpada s tistim, kar je racionalno. In to, da bo Lewis Hamilton podaljšal svoje sodelovanje s tovarniško ekipo Mercedes, je bila racionalna izbira. Zakaj so mnogi viri posvečali toliko pozornosti Lewisu Hamiltonu, pa je najbolje vprašati njih. A zanimivo dejstvo, na katerega bi rad opozoril, se bo zgodilo v naslednjih urah. Namreč v vseh tistih virih, kateri so govorili, kako Lewis Hamilton verjetno ne bo podpisal pogodbe, bomo sedaj brali, kako je Lewis Hamilton podpisal novo pogodbo z Mercedesom in razpravljalo se bo, zakaj samo za eno sezono, zakaj ne za 2, 3 in tako naprej. O tem, kar si sam mislim o vlogi Lewisa Hamiltona v sodobni Formuli 1 in o eni izmed najbolj izmišljenih izjav, ki sem jih zasledil v virih, sem napravil v preteklosti 2 posebna prispevka, kogar zanima, si lahko ogleda, seveda bližnjice dobite vsi v opisu. A danes ne bomo razpravljali o tem, kdo je pravilno napovedal prihodnost in kdo ne. Ukvarjali se bomo s tisto novico, katera sam menim, da je pomembna. Namreč nekaj ur pred tem, ko je odjeknila novica o podaljšanju pogodbe Lewisa Hamiltona, se je na italijanski verziji spletne strani motorsport.com odkril zelo zanimivo zadevo. Namreč njihov urednik Franco Nunez je objavil novico, da pri Ferrariju pripravljajo nov pogonski sklop za sezono 2022, kateri bo imel rahlo drugačno geometrijo. In seveda to novico moramo gledati kot ponavadi iz različnih zornih kotov. Najprej, kaj pomeni to, da Ferrari pripravlja nov pogonski sklop za sezono 2022? V mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, lahko prebiramo članke, kako si pri Red Bullu želijo zamrznitve pogonskih sklopov. In vsaka vzporednica med temi viri, ki navajajo zamrznitev pogonskih sklopov, in tistimi, ki so govorili o tem, da Lewis Hamilton ne bo podaljšal pogodbe, je čisto naključna. A vrnimo se k naši zgodbi. Mnogim navdušencem ni jasno, kaj pravzaprav pomeni zamrznitev pogonskih sklopov. Mislijo si, da bodo ekipe lahko prosto razvijale te elemente do konca, recimo, sezone 2021 oziroma do konca koledarskega leta 2021, kajti nihče pravzaprav ni razložil, kaj vse piše v pravilniku. Kolikor vzamemo športni pravilnik in v športnem pravilniku 4. dodatek, bomo lahko videli za mnoge presenetljivo novico. Tam je točno zapisano, kako se homologira posamezen pogonski sklop v obdobju od 2020 do 2025. Seveda,
Ta pravilo je bilo že v veljavi, a nihče si ni obregnil ob njega. Namreč lepo je zapisano, da vsi proizvajalci pogonskih sklopov morajo oddati do 28. februarja FII mapo z vsemi specifikacijami aktualnih pogonskih sklopov. Na podlagi te mape je pogonski sklop homologiran in uganili ste, vsak proizvajalec lahko na sezono odda eno samo mapo. In sedaj je treba seveda podati poenostavljeno verzijo. Kolikor se bodo ekipe in proizvajalci pogonskih sklopov strinjali z zamrznitvijo razvoja, pomeni, da tisto, kar bodo homologirali do 28. februarja 2021, bo veljalo najmanj do sezone 2025. Kolikor bodo odkrili kako napako, kolikor njihovi projekti se ne bodo uresničili v realnem svetu, bodo pač morali potrpeti. Vsaj tak je generalni oris, kajti ne vemo, kaj se bodo pravzaprav domenili. A zanimivo je, da mnogi viri izpustijo ta bistven del, da v sezoni 2021 ne bo razvoja med samo sezono. S takim pogonskim sklopom, kot se bodo zadeve začele, s takim se bodo tudi pripeljale do zadnje dirke. Kaj bo naprej, bomo videli. A da si bomo bolj na jasnem, Matija Binotto v tej izjavi, katero sem opazil, so posneli tudi drugi viri, je govoril o tem, da arhitektura novega pogonskega sklopa bo podobna tisti, ki smo jo videli pri Mercedesu. To pomeni, da turbina bo na eni strani bloka motorja z notranjim izgorevanjem, kompresor na drugi. Da ne bo pomot, vsak prisilno polnjen motor z notranjim izgorevanjem rabi kompresor, da bo stiskal zrak. A ponavadi se kot kompresor razume tisti element, ki je gnan direktno z glavne gredi s pomočjo zobnikov, jermena, verige. Kolikor govorimo o turbini, je ta nameščena na izpušne cevi in je sila teh plinov, katera vrti os, katera poganja kompresor. Seveda vmes imamo tudi interkuler, da hladi zrak. Točno nam je jasno, da s tem, ko se zrak stiska, pridobiva energijo. Ko pridobiva energijo, se greje in segreti zrak se razširi. Zaradi tega tudi baloni na vroči zrak letijo. Interkuler hladi zrak. Zato imamo v stisnjenem zraku več atomov kisika, kar je bistveno, kot v tistem razgretem stisnjenem zraku. Da smo si na jasnem. Pred vami ste lahko tudi videli situacijo iz sezone 2014. Kakšne različne konfiguracije so imeli proizvajalci pogonskih sklopov, prav kar se tiče turbine, kompresorja, MGUH-ja in seveda interkulerja. Da smo si na jasnem, koliko možnih variant imamo pri tem. Marsikoga bo sedaj zanimalo, kaj pravzaprav pomeni to, da pri Ferrariju spremenijo to geometrijo postavitve elementov pogonskega sklopa. V bistvu naredijo daljši in nižji pogonski sklop. Nižji pomeni, da bo imel težišče nižje, kar pomeni, da tisti navidezni premik sil, ko gre bolid v ovinek, je bistveno manjši. Daljši pa, da bo verjetno daljša medosna razdalja. Kar nekako sovpada s tem, da v sezoni 2022 bomo dobili bolide, katerih aerodinamična komponenta oprijema bo temeljila na talnem efektu. Daljše kot je tisto dno bolida, več talnega efekta bodo lahko generirali. In seveda iz sedanjega sveta nam je jasno, da pri Mercedesu s takim izborom komponent na pogonskem sklopu so nekako dirigirali tudi tisto daljšo medosno razdaljo in o tem govorimo že sezone. Mercedes ima eno izmed najdaljših medosnih razdalj, posledično tudi najdaljše ravno dno.
Vkolikor bi blokirali razvoj pogonskih sklopov, bi na novem bolidu Scuderie Ferrari morali uporabiti tisto starejšo različico, kar pa bi jim mogoče lahko onemogočilo napraviti bolid z daljšo medosno razdaljo, razen če bodo uporabili kak distančnik, a to se mi ne zdi prava izbira, posebej ne za vrhunec motošporta. A seveda, gre za izjavo Matije Binota, katera je lahko resnična ali ne. Lahko gre samo za neko strategijo, kako dobiti določeno prednost v prihajajočem obdobju. A sam sem zasledil v nekaterih virih, da tudi v Renaultu imajo v programu nov pogonski sklop za sezono 2022. V programu in točno vemo, da papir prenese vse. Po drugi strani moramo razumeti, da nobena ekipa Formule 1 ne bo delala usluge Red Bullu. Vkolikor se odločijo za neko omejitev, morajo pri tem imeti tudi sami določeno prednost. A seveda, mnogi viri so o tem poročali, kot da je zadeva skoraj zaključena. A rad bi poudaril, da verjetno isti viri so poudarjali tudi, da Lewis Hamilton ne bo podpisal pogodbe za sezono 2021. Na koncu bom še enkrat poudaril, da gre za moje osebne domneve, katere pa izhajajo iz članka, kateremu sam osebno zaupam. Franco Nunez je avtor, kateri izjemno nerad prepisuje zgodbe iz drugih virov. In če je on napisal zgodbo, katera se na koncu tudi lahko izkaže kot neresnična, vanjo verjame. Za razliko od mnogih drugih avtorjev, ki iščejo bolj pozornost kot resnicoljubnost, kar smo videli v preteklih tednih. A vseeno, to ne pomeni, da vam vsiljujem določene vere. Hotel bi samo pokazati, na kaj bi bilo pametno biti pozorni v naslednjih dneh. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.